Gospod Sneman, na koncu remi proti aktualnim prvakom, igrali ste odlično, verjamem, da ste danes precej bolj zadovoljni, čeprav je točka, ampak kot proti tisti tekmi proti Celjanom. Nisem zadovoljen, ponosen sem na svoje igralce. Oni so pravi junaki te tekme in verjamem, da bodo po tej tekmi, po tem izpitu, ki so ga opravili, in upam, da bodo zdaj končno verjeli vase vsaj toliko kot jaz verjamem v njih. Danes ne smemo biti skromni. Lahko rečem, da smo nadigrali Maribor, vemo, kdo je veliki Maribor, ampak mi smo bili boljši vsem in zaslužili bi si zmago. Morda s 3-2, ampak tako je in imamo točko. Ja, zadnji ste bili nekoliko kritični glede borbenosti vaših igralcev, danes pa so pustili dejansko srce na igrišču, ne? To je vse odvisno od njih. Mi vedno imamo taktično idejo, samo vprašanje je, kako jo oni izpeljejo. Danes so pokazali, da znajo igrati nogomet, igrali smo pressing 90 minut, Maribor pa se je zanašal predvsem na individualno kvaliteto igralcev. Tako Berić kot Tavares sta nam zabila iz samostojne akcije. Mi smo imeli veliko priložnosti in zaslužili bi si zmago. Zadovoljen sem, ker nismo izgubili, ker smo dobro igrali, malo pa sem razočaran, ker nismo zmagali. Ne zaradi mene, ker jaz vem, kdo smo. Mi smo Domžale, ki vemo, kaj hočemo in gremo proti Aluminiju na zmago. In jo bomo tudi dosegli, če bomo igrali tako kot treba, tako kot danes. Zaradi igralcev mi je žal, ker bi rad, da vidijo, da lahko tudi oni enkrat nosijo dres kakšnega velikega kluba. To je za njih samo potrditev, da lahko končno dobijo samozavest. To potrebujejo in taka tekma to prinese. To je bila zadnja domača tekma v tem jesenskem delu prvenstva, čaka vas še odhod na Kidričev k Aluminiju. Kaj tam pričakujete glede na to, da igrate zelo dobro, kar se tiče tekem v gosteh? Naj najprej povem, da je konec zabavami, ki so jih organizirali nogometni klub Domžale, ko pridejo gostujoče ekipe. Da napolnimo avtobus s 3 točkami in gredo domov. Danes smo pokazali, da nobenemu ne bo lahko. Če bo tak pristop, potem lahko upamo in si ne dajemo dobrega izida. Ne bo več razprodaje točk in lahko rečem, da je konec te jesenske razprodaje doma. Napravić nema rasprodaje Domžal. Gospod Darko Milanič, kako ste zadovoljni s tole točko? Verjetno ne najbolj, Domžalčani so bili mogoče boljši nasprotnik, nevarnejši. Tako, jaz nisem tako videl tekme kot vi. Točka je, kljub temu, da je samo točka, da smo prišli na zmago, dobra. Igrišče je bilo izredno težko, to, kar treniramo, to, kar igramo skozi celo leto danes, nismo mogli pokazati. So dali vse od sebe po nizu izredno težkih tekem v blatu. Tako da pričakovali smo tudi težko tekmo proti agresivnemu nasprotniku. Tako da je točka v redu. Domžalčani so se pokazali kot zelo nevarna, kot ste rekli, agresivna ekipa. Mislim, da kar se tiče priložnosti, so imeli vendarle domači več, ampak pokazalo se je, da znate unovčiti pravzaprav vsako napako in tukaj so seveda še kako bogate izkušnje. Tako, mi imamo kvaliteto. Če bi šli skozi celo tekmo in analizirali, bi videli, da smo kar nekajkrat imeli nesrečo s to lužo tle na desni strani oziroma na levi strani. Ko se nam je žoga ustavila tu, pa bi lahko kaj naredili in na drugi strani pa smo iz obrambe mi potegnili žogo naprej, pa se nam je ustavila, tako da enostavno je popolnoma jasno, da ima kakorkoli, kdorkoli igra proti nam na takem blatu, ima verjetno neko prednost, vendar, kot sem rekel, točka je dobra v tem primeru, ker je prigarana proti dinamični ekipi, proti dobri ekipi. Ne bom povedal nič novega, če pohvalim Domžalčane, ki igrajo dober nogomet, moram pa jasno za današnjo predstavo tudi moje fante. Počasi gre jesenski del prvenstva k koncu, še 3 tekme vas čaka, eno v evropskem tekmovanju, pa najprej Mura v Murski Soboti, kratka napoved mogoče. Tako je, res je, da so samo še 3 tekme do konca, te 3 tekme želimo odigrati na najboljši mogoč način. Prihaja slabo vreme, v nedeljo pričakujemo slabe pogoje za igro, to nam sigurno ne bo šlo na roko, vendar se bomo dobro pripravili za tekmo. Fantje res igrajo te tekme z srcem, ko so mogoče že v nekem trenutku tudi malce utrujeni, vendar igrajo s srcem in z veliko znanja.